Džohal Harti, nebesna telesa. Maja, ki je ni zanimalo nič drugega, kakor njena faraša, črni šivalni stroj znamke Butterfly, se je zaljubila. Neslišna ljubezen, ki pa je njeno mršavo telo noč za nočjo stresala v valovih solza in vzdihov. Neprestano ji je bilo, kakor da bo umrla pod bremenom želje potem, da bi ga videla. Med jutranjo molitvijo se je priklanjala in se zaklinjala. Vsemogočni Bog, Gospod moj, nič nočem, samo videla bi ga. Vsemogočni Bog, Gospod, sploh ni treba, da se obrne v mojo smer, samo videla bi ga. Njena mati je bila prepričana, da tiha in bleda Maja na svetu misli samo na končke niti in blaga in sliši le drdranje šivalnega stroja. A Maja, ki se cele dneve in dolgo v noč ni premaknila z lesenega stola z ravnim naslonom in še glave ni dvignila od faraše, če ni ravno potrebovala škari ali morala v plastični košarici, ki jo je hranila v leseni skrinjici, pobrskati z vretenom sukanca, je slišala vse glasove in videla vse barve tega sveta. Mati se je počutila hkrati hvaležno in krivo, da je Maja tako neješča in vročično upala, če tudi si tega upanja nikoli ne bi drznila ubesediti, da bo prišel nekdo, ki bo nad vse cenil Majine šivilske spretnosti in njen skromni tek in jo bo v poročnem sprevodu odpeljal na svoj dom. In je prišel. Maja je sedela na lesenem stolu za strojem v kotu sprejemnice, ko je prišla njena zmagoslavna mati in ji nežno položila roko na ramo. Maja, hčerka moja, sin trgovca Sulejmana prosi za tvojo roko. Majino telo se je zakrčilo. Materina roka na njeni rami je bila nenadoma neznosno težka in grlo se ji je posušilo. Zdelo se ji je, da se ji nitke, kakor zanka z vislic, ovijajo okoli vratu. Mati se je nasmehnila. Po mojem si že malo prestara, da bi se delala tako plaho. S tem je bilo zadeve konec. Nihče več je ni omenil. Njena mati je poskrbela za poročna oblačila, za pravo mešanico dišav, za preoblačenje blazin za sedenje in za to, da se je novica razširila med sorodniki. Majini sestri sta molčali. Njen oče pa je stvari prepustil materi. Navsezadnje so njene hčere in poroka je ženska zadeva. Maja je skrivaj nehala moliti. Namesto tega je šepetala. Gospod, obljubila sem ti. Prisegla, da nočem ničesar, samo videti sem ga hotela. Prisegla sem, da ne bom naredila nič narobe in da ne bom razkrila tega, kar je v mojem srcu. Vse sem ti obljubila. Čemu si torej poslal sina trgovca Sulejmana v našo hišo? Me kaznuješ zaradi ljubezni? Saj mu nisem povedala, niti sestrama nisem povedala. Zakaj si nam poslal Sulejmanovega sina v hišo? Zakaj? Kar zapustila nas boš, Maja? Je vprašala Havla. Maja je molčala. Si pripravljena? Je rekla Asma in se zasmejala. Spomni se, kaj je beduinka rekla svoji hčeri nevesti. Besede, ki smo jih našle v Mustatrafu v omari. Ni bil Mustatraf, je rekla Maja. Asma se je ujezila. Kaj pa ti veš o knjigah? Prav tam je bilo. V rdeče usnje vezani knjigi zanimivosti iz vseh elegantnih umetnosti, ki stoji na drugi polici. Beduinka razlaga nevesti o vodi, črtalo za oči in o tem, da mora skrbeti za hrano in pijačo. Da, je resno rekla Maja. In naj se smejem, kadar se smeje, jokam, kadar se joka in naj bom zadovoljna s tistim, kar osrečuje njega. Kaj ti je, Maja? Se je vmešala Havla. Tega pač ne pravi. Pravi samo, da me bo veselila njegova sreča in žalostila njegova žalost. Koga pa žalosti moja žalost? Se je komaj slišno spraševala Maja. Beseda žalost je čudno zazvenela in sestre uvila v tesnobo. Maja je ugledala Alija bin Halafa, ko se je ravno brez diplome vrnil z dolgoletnega študija v Londonu. Pogled nanj jo je osupnil. Bil je tako visok, da se je z glavo dotikal urnih oblakov in tako zelo vitek, da je Maja pomislila, kako ga mora zaščititi pred vetrom, ki je oblake nosil daleč proč. Princ je bil, svetnik,
Ni bil eden tistih navadnih ljudi, ki se potijo, spijo in preklinjajo. Prisegla sem ti, Gospod, da ga hočem samo še enkrat videti, nič drugega. In ga je videla. Ob prazniku obiranja datljev. Naslanjal se je na palmo in zaradi vročine je odvrgal čepico. Zagledala ga je in planila v jok. Stala je pri vodnem kolesu in se utapljala v solzah. Osredotočila se je na njegovega duha. Zbrala je vse atome, ki jih je premogla in jih usmerila van. Zadržala je dih in celo srce ji je prenehalo biti, tako zelo je bila zbrana. Svojega duha je z vso silo usmerila v njegov duh. Poslala ga je in se popolnoma ločila od stvarnega sveta okoli sebe. Telo so ji stresali krči in skoraj bi je bilo konec, ko mu je pošiljala vso to silno energijo, potem pa čakala na njegovo znamenje, kakršnokoli znamenje, da je njegov duh prejel njeno sporočilo. Nobenega znaka ni bilo. Prisegam ti, Gospod, samo še enkrat bi ga videla. Znoj na njegovem čelu, njegovo roko na deblu palme, njegova usta, ki obdelujejo datelj. Obljubljam ti, Gospod, nikomur ne bom povedala o tem morju, ki divja v meni. Prisegam ti, Gospod, nobene pozornosti nočem od njega. Kdo pa sploh sem? Dekle, ki ne zna drugega, kakor šivati. Ne spoznam se na knjige, kakor Asma, in nisem lepa, kakor Havla. Prisegam, Gospod, cel mesec bom potrpežljivo čakala, ampak po mesecu dni mi boš dal, da ga vidim. Ničesar ne bom opustila, obljubim, ne obveznih, ne dodatnih molitev in ne bom sanjala o ničemer, kar bi te lahko ujezilo. Prisegam ti, Gospod, da se nočem dotakniti ne njegove roke, ne njegovih las. Prisegam ti, Gospod, da mu nočem obrisati znoja s čela, tam pod palmo. Jokala je, veliko je prejokala. In ko je v njihovo hišo prišel sin trgovca Sulejmana, je nehala moliti. Po poroki je spet začela. Rekla si je, da je to pravična kazen. Bog je vedel, da ni bila iskrena v vsaki besedi, s katero je prisegla. Zato jo je kaznoval za ta greh. Ko je čez nekaj mesecev zanosila, je lahko upala samo, da bo rodila z enako lahkoto, kakor njena mati. Spomnila se je materinih besed. Po dvorišču sem lovila kokoš, da bi jo zaklala, ker se je na kosilu nepričakovano pojavil moj stric. Nenadoma mi je bilo, kakor da me je razneslo. Sesedla sem se na tla od bolečine. Tvoj oče je prišel z babico in ko me je zagledala, je rekla, njen čas je. Pomagala mi je v sobo in zaprla vrata. Pripravila me je do tega, da sem stala pokonci in toliko dvignila roke, da sem se z vso močjo oprijela droga pritrjenega na steno. Ko so me izdale noge, je Bog ji odpusti zaupila. Te ni sram? Hči šejka Masuda bo rodila leže, ker ne more stati. Tako sem stala in se oklepala droga, dokler nisi zdrsnila iz mene, Maja, naravnost v moje široke hlače. In zadušila bi se, če mi babica ne bi odlepila prstov z droga in te izvlekla. Pri Bogu ni me razgalila in nihče me ni videl. Zdaj pa vse hodite v bolnišnice v Maskat, kjer vam tiste indike in kristjanke pregledajo vsako špranjo. Prisežem, Maja, tebe in tvoje brate in sestre sem rodila stoje, kakor kobila. Bog se te usmili, babica. Ko sem se tako z obema rokama oklepala droga, se je drla name. Ti, nesreča, če te samo slišim pisniti. Vse ženske rojevajo. Kakšen škandal bo, če zajavkaš? Škandal, šejkova hči. In nisem zinila niti besede, razen o Bog. Danes pa rojevajo leže in moški lahko čez celo bolnišnico slišijo njihove krike. Nobenega sramu ni več, Bog mi je priča. Ko je bil njen trebuh tako okrogel, da ni več mogla spati, je Maja rekla sinu trgovca Sulejmana: Poslušaj, ne bom rodila tukaj, prepuščena vsem tem babicam. Hočem, da me pelješ v Maskat. 1000-krat sem ti že povedal, imenuje se Muškat. Jo je prekinil. Ona pa je nadaljevala, kakor da ga ne sliši. Roditi hočem v bolnišnici Sada. Da bo moj otrok padel v roke kristjanom, je rekel.
Maja je molčala, a ko je vstopila v 9. mesec, jo je mož odpeljal v hišo svojega strica v 4. vadi Adaj v Muškatu in v misionarski bolnišnici Sada je rodila drobceno deklico. Maja je odprla oči in zagledala hčerko v naročju svoje matere. Zaspala je in ko se je spet zbudila, se je deklica dojila pri njenih prsih. Ko je sin trgovca Sulejmana prišel pogledat novorojenko, mu je Maja povedala, da jo hoče imenovati London. Pomislil je, da je izčrpana od poroda in da nekaj blebeče. Naslednji dan pa se je s hčerko in materjo vrnila v stričevo hišo in sorodnike obvestila, da je novorojenki ime London. Stričeva žena ji je skuhala kurjo juho, spekla tanek kruh in jo silila s čajem iz triplata z medom. Pomagala ji je, da si je umila roke, nato pa se je usedla zraven njene postelje. Maja, dragica. Kaj? Ženska jo je nežno potrepljala. Ali še vedno vztrajaš pri tem čudnem imenu za deklico? Kdo da hčeri ime London? To je ime kraja, draga, v deželi kristjanov. Vsi smo zelo presenečeni, ampak mislim, da glede na tvoje stanje lahko še enkrat premisliš o hčerkinem imenu. Imenujo Salima po svoji materi. Majina mama je bila zraven in se je razjezila. Duša draga, po meni hočeš, da jo imenuje, jaz pa še živa. In zdaj, blagoslovljena z vnukinjo, bi rada, da umrem. Da bo punčka lahko podedovala moje ime. Bog ne daj, se je vlekla nazaj stričeva žena. Veliko ljudi svoje otroke poimenuje po starših, ko so ti še zdravi in pri močeh. Naj se te zlo ne dotakne, Salima. Imenujo Marjam, ali Zajnab, ali Safija. Karkoli, samo ne London. Maja je hčerkico dvignila visoko v zrak. Kaj pa manjka London? V mestu Dželan je ženska, ki je ime London. Saj veš, da je ni zares ime London, je potrpežljivo vzdihnila teta. Samo vzdevek je, ki so ji ga dali ljudje, ker je tako svetle polti. Ta punčka pa, Maja si je deklico spustila v naročje. Ni tako svetle polti, kakor trgovčeva družina, vendar je še vedno njihova hči. In ime ji je London. Salima se je odločila, da je čas, da hčer in vnukinjo odpelje v domači Al-Wafi, kjer bo Maja odležala 40 dni v hiši svoje matere in v njeni oskrbi. Poslušaj me, Abdulah, sin moj, je rekla zetu, tvoja žena je pravkar rodila prvega otroka, hčer. In hčere so blagoslov, materam pomagajo pri vzgoji bratov in sester. Za porodnico zdaj potrebujemo 40 živih kokoši, kozarec najčistejšega gorskega medu in kozarec prečiščenega masla podeželskih krav. Ko bo London dopolnila teden dni, ji bomo brila lase in njihovo težo darovala v srebru. Dovolj bo, da boš kupil ovco, katere meso bomo razdelili revežem. In vsako črko v imenu London je izgovorila počasi in razločno. Abdulahu se je obraz spremenil, vendar je prikimal in odpeljal svojo družinico in taščo domov v Al-Wafi.